bomo iskali v življenju tisto, kar imamo radi, tisto, kar nas razveseljuje, ne? Tisto, čemur konec koncev rečemo ljubezen, bomo najbrž stalno srečni. Življenje je pot, ne? V bistvu pa vsi čutimo eno in isto in zelo enostavno, ne? Nesrečni ljudje se stalno pritožujejo nad svojo okolico, ne? Srečni ljudje pa si ustvarjajo nek notranji svet, s katerim so zadovoljni. Lep pozdrav, vsem skupaj. Moje ime je Lucija Mulej in danes v moji družbi v Sensa pogovoru zelo zanimiv človek. Zdravnik, zobozdravnik, alpinist, oče, predani mož in vsekakor vpliven mislec, dr. Tomaž Rotar. Torej, lep pozdrav, Tomaž. Lep pozdrav. Torej, moj prvi spomin na najino srečanje, spomin, ko sem imela pred leti še kot študentka težave z zobom in sem v soboto poklicala Tomaža, ali pa v nedeljo, mislim, da bo še celo nedelja, in je on prišel v ordinacijo in mi popravil lusko, ki je odletela od zoba, ne. In takrat sem si rekla, ta človek pa ni običajen človek. Ravnokar je šla nova Sensa, v njej čudovit intervju s teboj, Tomaž, in bi ga mogoče pričela z eno od številno resnično globokih misli, ki si jih v tem intervjuju nanizal. In to je mogoče ta misel, ki se iskri tekom celotnega intervjuja. Pravi takole: vse, kar v življenju naredimo in iščemo, je ljubezen. Takšna ali drugačna. In je razlog za vse, kar se dogaja okrog nas in v nas samih. Kako si ustvaril to misel, kje se je porodila? Ne verjamem, da je nastala ravno v moji glavi, ne. Skozi življenje poslušamo različne misli, se stalno učimo, ne. Ko smo mladi, smo nepopisan papir. Največkrat sem to večkrat slišal na najrazličnejše načine, samo potem sem to lepo v besedo, ne. Je pa sigurno ena največjih resnic, ki ji vsi sledimo skozi vse življenje, saj konec koncev vsi vemo, da je to res, vsi tako čutimo, ne. Morda je le bolj umetnost to povedati všečno, pa zapisati tako, da to ljudje preberejo in da se morda začnejo končno zavedati tega. In da jim to postane tisti cilj v življenju oziroma tisti smerokaz na poti nekako od rojstva do smrti, čemur je treba najbolj slediti, ne. Če takemu smerokazu sledimo, ne moremo zgrešiti, ne. Če bomo iskali v življenju tisto, kar imamo radi, tisto, kar nas razveseljuje, ne, tisto, čemur konec koncev rečemo ljubezen, bomo najbrž stalno srečni. Zdaj, kaj je ljubezen, to si bo vsak sam našel, ne. Tisto pravi odgovor na to, ne. Na konec koncev lahko govorimo o ljubezni do ostalih ljudi, do sočloveka, do družine, do žene, do otrok, ali pa o ljubezni do samega življenja na splošno. Morda o ljubezni do svojih hobijev, do svojih ciljev, o ljubezni do svojega poklica, navsezadnje do svojih pacientov. Ljubezni je več, čeprav mislim, da vse ljubezni govorijo en in isti jezik, ne. Ki je? Ki je vsem enak, ne. Ko začnemo, ko spoznamo, kaj je ljubezen, spoznamo tudi njen jezik, ne. Lepa misel, ko spoznamo, kaj je ljubezen, spoznamo njen jezik. Pa mogoče v teh belinah, tej tišini Himalaje, v tem prostoru, ki je napolnjen z neko globoko duhovno esenco, kako recimo tam tišina kaže te obraze ljubezni? Zdaj, kaj je sploh tišina, ne? Na kratko si jo morebiti predstavljamo kot odsotnost nekega glasovnega onesnaženja, ne? Termina, ki se
v zadnjem času vedno pogosteje pojavlja in ki vemo, da nekako negativno vpliva na nas. Ampak na koncu mislim, da je tišina odsotnost predvsem tistih misli, ki so znotraj nas, ki nas morda stalno morijo, morda tudi stalno stimulirajo, morda preveč, morda premalo. Ko dosežemo tako stanje, ki so ga budisti mu morda rečejo nirvana ali pa odsotnost vseh potreb, ko dosežemo to, ko nimamo več notranjih glasov, ki bi nas motili ali pa nas gnali v neki, če se morda sploh ne zavedamo ali pa za kar vemo, da je napačno ali pa ne bi nas gnali v nek nesmisel. To je tista prava tišina, odsotnost teh glasov. Da dosežemo tako tišino, najbrž ni dosti, da si samo zatisnemo ušesa, to vsak zna narediti, ampak se moramo veliko bolj potruditi. In sigurno, da so taka odročna področja ali pa že sama sprememba bivanja iz vsak dana na nekaj drugega pomeni, da gremo morda korak proti temu, da iščemo to notranjo tišino ali pa ta notranji mir. Navsezadnje bi lahko rekli, ko spoznamo, kaj je tišina, sklenemo mir sami s sabo in jaz mislim, da si to nekako vsi želimo. Ja, zdaj Himalaja je sigurno odličen prostor za iskanje le tega, ker v bistvu v celoti spremenimo način bivanja, spremeni se nam vse, spremeni se nam hrana, spremeni se nam način spanja, okolica se nam 100% spremeni, tam ni telefonov, wifi signalov, nimamo prijateljev, nimamo domačih, vsi govorijo drug jezik, nimamo službe, ni nam treba vstajati na točno določeno uro in vse to potegne za sabo tudi spremembe v nas samih, ne samo fizične, tudi psihične. Sej nekako poenostavljeno se tega še ne zavedamo. Ampak tem sčasoma, recimo, če bivaš v takem okolju mesec ali dva, morda tudi več, vidiš, da si morda drugačen, kot si mislil, da si. In da si morda do takrat iskal pot do sprave s samim sabo na napačen način. Zato je to tako odličen prostor, zaradi tega, ker ne gre samo za to, da se zapremo v dnevno sobo ali pa ugasnemo televizijo in 1 uro razmišljamo o samem sebi ali pa o svojih problemih, ki jih imamo, ampak gre dejansko je vse to razmišljanje podprto s fiziološko spremembo. Tako. In ravno te fiziološke spremembe v ozadju nas še bolj stimulirajo k temu, da začnemo drugače razmišljati. Recimo, znano je recimo Everest kot najbolj oblegana gora. Polovica alpinistov, ki pride v bazni tabor, zapusti bazo še preden se sploh odloči, da bodo šli na vrh, ker jih enostavno ta sprememba ali pa ta samota, zelo grobo rečeno, v narekovajih, enostavno potolče. Veliko nastane teh trenutnih problemov z depresijo ali pa depresivnimi motnjami. V bistvu v takih momentih ugotovimo, kako smo v bistvu vezani na druge ljudi, kako močna socialna bitja smo, kako je naše bivanje zares pogojeno z bivanjem drugih, kar pa morda ni prav. Po strani vsi mislimo, kako smo samostojni, kako smo samozavestni, kako lahko sami rešujemo probleme. Navsezadnje vidimo, da še teh drobnih problemov, ki jih imamo v sebi, ne znamo dobro rešiti. In ko te probleme rešimo, lahko rešujemo tudi probleme drugih. Potem je to v bistvu neka pot očiščevanja vsega, kar pravzaprav moti neko notranjo svetlobo, neko notranjo čisto zavest. Ja, sigurno, če jo tako vzameš, bi lahko temu tudi tako rekli. Se vsi stremimo k temu, vsi počnemo take stvari, jih moramo početi, ker drugače bi težko preživeli v družbi, ki nas obdaja. Sej, za nekoga je dosti, da gre enkrat na teden morbiti na Roblek ali pa na Šmarno goro ali pa teče uro na dan. To so vse dejavnosti, ki že fiziološko pogojujejo boljše počutje. To pomeni
neko spremembo v telesu, kar pomeni tudi boljše razumevanje samega sebe. Zdaj, tako kot enega človeka poceni napiti, ne, z enim pivom, ki ni alkoholik, je drugega teže napiti, morda več piva, tudi zato smo eni ljudje taki, da nam morda ni dosti samo na Roblek, ne, pa moramo iti v Himalajo. Se pravi, se potem ekstremi lahko šele neka prava vrata do razumevanja tistega, kar je bistvo, ne? Ker omenil si pač odsotnost čutov, odsotnost socialnih stikov, ne, družine, prijateljev, ne, torej neka taka klasična socialna struktura, ki je recimo onemogočena. Je to ta pot, torej, da res preko neke askeze doživljamo ta prava spoznanja, ki nam dajo zagon, ki nas v bistvu tudi kot ljudi naredijo boljše? Jaz mislim, da je to ena od poti, ne. Okay. Saj konec koncev ljudje, ki hodimo po 8000 se ne razlikujemo dosti od ljudi, ki jemljejo mamila, ne. Okay. Ne? V čem? V bistvu vsi smo morda ekstremni v tem, da hočemo svoje bivanje ali pa konec koncev svoje telo doživljati na drugačen način, kot če ne bi spreminjali tega osnovnega ali pa vsakodnevnega življenja. Samo da je naša pot težja pa dražja. Veliko lažje je. Saj na vse zadnje je že vsak videl, če popije kozarec alkohola, bo svet doživljal drugače okrog sebe. Ne? Ali pa že če stopimo na mizo, pa pogledamo po prostoru, iz te točke bomo videli, da je svet drugačen, kot če sedimo na stolu. Alpinizem je v bistvu del alpinizma je sigurno to. Iskanje teh resnic ali pa drugačnih pogledov na svet in na samega sebe. Zaradi tega morda tudi nisem sam prav religiozen človek, ne? Ker na vse zadnje se mi zdi, da mora vsak sam poiskati to pravo resnico ali pa odgovore na vprašanja, ki se mu porajajo. Veliko rajš bi mogli imeti vprašanja, na katere ne poznamo odgovorov, kot pa odgovore, na katere ne moramo zastavljati ponovnih vprašanj. In religije so v bistvu namenjene temu, ravno temu, ne, da človeku servirajo odgovore, na katere se ni treba več spraševati, če so prava, ne, ali pa resnična. Mogoče religija kot institucija, ne? Kaj pa religija kot pot, kot iskanje nekaj česa višjega? V bistvu smo vsi močna duhovna bitja. Zdaj, kam bomo to svojo duhovnost usmerili, je odvisno od nas, odvisno od naše vzgoje v mladosti, odvisno od socialnega okolja, ki nas obdaja. Nekdo, ki bo vse življenje živel v samostanu, on ima sigurno točno določene odgovore. On pač v zaprtem okolju, ne, njemu je vse jasno, on je v bistvu najbolj srečen človek na svetu. Če mene vprašate, menih je zelo srečen človek. Za njega obstaja ena resnica, in on bo slepo oziroma sledil tej resnici, za katero misli, da je edina prava, in se ne bo spraševal o teh odgovorih. Sej na vse zadnje nas vsaka, tudi krščanstvo, čemu smo najbližji, nam servira ravno to, odgovore na vprašanja, kaj bo po smrti, zakaj živimo, koga moramo poslušati, kdo je nad nami, kdo je vse mogočen. Ampak nekako se človek vsaj enkrat v življenju vpraša, je to vse res. Ali si morda bom sam sebi najdu drugačne odgovore na vsa ta vprašanja. In morda gre pri alpinizmu, pa ne samo pri alpinizmu, mislim, da pri vseh teh dejavnostih, ko se človek, bom rekel, odklaplja od vsak dana, gre ravno za to. Za iskanje nečesa, ker morda sploh ne vemo, kaj iščemo. In se sploh ne sprašujemo, ali bomo morda daj najdel, ali ne bomo. Tudi sanja sem na kakšni bodo odgovori, ampak na vseh teh poteh doživimo mnogo, kar nas pač na vse zadnje izoblikuje in tudi izoblikuje našo osebnost. Pa mogoče lahko reče, da ni znanost popolnoma isti mit. Tudi znanost verjame v neko objektivnost, tudi znanost recimo verjame v stvari, ki naj bi bile preverljive. In vprašanje je mogoče tukaj, katere so sploh tiste izkušnje, kjer niso, ali pa kjer ni vzadje nekih mitov, nekih projekcij našega upanja,
da kljub vsemu, kar iščemo, nekje najdejo, mogoče pot, da, kot si nekje tudi zapisal, ne, ravno v tem, da nič ne najdemo, ničesar ne najdemo, ne, da je pravzaprav pot v tem brezumnem, praznem prostoru, kjer pomenov pravzaprav ni, ne, in jih mogoče niti ni potrebno definirati. Ker jaz sem začutila v tvojih pisanjih, tudi v tvojem čudovito bogatem slikovnem fotomaterialih, ne, gradivu, sem začutila to nenapisano polnost te praznine, to polnost tega niča. Se pravi, znanost kot prvo je pomembna za obstoj družbe, v kateri živimo, in je na vse zadnje najpomembnejše. Sej znanost, ki bazira na preverjenih dejstvih in na dokazanih odgovorih na vprašanje, nas je dejansko pripeljala do tako razvite civilizacije, kjer smo zdaj. Pa ni važno, govorimo o medicini, govorimo o gradbeništvu, strojništvu, biologiji, čemurkoli. V glavnem, naše življenje je bistveno boljše zaradi te znanosti kot pred 200-300 leti, kot znanosti na tem nivoju še ni bilo. Na vse zadnje lahko danes skoraj vsako stvar razložimo z znanostjo, ne? Pa če smo zdaj pri telesu, pa pri doživljanju z medicino v tem primeru. Saj tudi pri vseh teh doživetjih, ki smo jim priča, tako v ekstremnih okoljih, ne gre nič za drugega kot za drugačno delovanje naših možganov, ne? Ker možgani pač drugače delujejo takrat, ko telo drugače deluje, ne? Možgani se prehranjujejo z glukozo in s kisikom, in to je vse, kar rabijo za to, da živijo, ne? In konec koncev naši možgani so tisti, ki nam pravijo, da živimo. Bistvo možganov je zavedanje v času in prostoru, čemur pravimo življenje. Se pravi, vse te spremembe zavedanja časa in prostora in morda občutkov okrog nas in sprememba občutij, ki so morda pri nas dolgo vladala, ali pa konec koncev tudi ljubezen in tako naprej, vse je povezano, direktno povezano z delovanjem možganov oziroma z delovanjem različnih centrov v možganih. Tako da medicina lahko razloži danes skoraj vsa dogajanja, ki jim rečemo tudi duhovna dogajanja, a ne? In religijo in vprašanja o smrti in tako naprej, na popolnoma znanstven in dokazljiv način. Se pravi, bo medicina? Medicina bo sigurno v prihodnosti, a ne, znala razložiti še tako zapletena, tako imenovana, v današnjem času imenovana duhovna ali pa dogajanja v smislu mitov ali pa rekel, nečesa nadnaravnega, ne. Saj tudi spraševanje in spraševanje o smrti in življenje po smrti je direktna posledica delovanja možganov, ne. Možgani so najbolj superiorni organ v našem telesu, a ne, in možgani sami sebi ne morejo dopovedati, da ne bodo več upravljali osnovne funkcije, ki jo upravljajo, se pravi zaznavanja lastnega obstoja, ne, orientacija v času in prostoru. Se pravi, možgani bodo na vsak način poskušali najti način, kako izplezati iz dejstva, da nekoč ne bodo več obstajali. A ne. Zato je vsem ljudem na tem planetu skupno to, da poskušajo verovati oziroma verjeti, da bomo živeli še po svoji smrti, se pravi, ko naše telo ne bo več obstajalo oziroma ko bo zgnilo in ko bomo hrana za bakterije, ne. Se pravi, z tega vidika se dajo vse religije razložiti, ne, vsa verovanja in tako naprej, in tudi vse, bi rekel, zaenkrat še neke nadnaravne stvari, ne. Kar se tiče mitov in vsega tega, sigurno, da tako kot sva že govorila, vsako stvar je treba narediti ušesom všečno, ne. Ljudje veliko raje poslušajo zgodbe o skrivnostih, o nadnaravnih stvareh, o božanstvih, o nečem, kar je mnogo, mnogo večje in močnejše od nas, ker je veliko lažje slepo slediti nečemu, kar je nezmotljivo, kot pa sami sebe, da se sprašujemo, ali smo vse naredili prav, ali bi lahko naredili boljše, in zaradi tega imeti neprespane noči in tako naprej, ne. Življenje z religijo in življenje z verovanjem je mnogo lažje kot brez tega, ker nam daje uteho. Religijo bi lahko primerjali
z zdravili, protibolečinskimi zdravili. Ne. Zato so to najbolj prodajana zdravila na planetu, ker v bistvu povzročijo odsotnost bolečine. Ne. Sej stalno spraševanje o tem, kaj smo, kdo smo, kaj bo jutri, ali pa stanje te negotovosti, v bistvu neke vrste bolečina. In zaradi tega bi lahko verovanju v nekaj, ne mislim verovanju v cilj, verovanju, da boš nekaj naredil, ampak vsem tem religijam potegnil vzporednico z farmacijo v tem primeru, oziroma s protibolečinskimi ali pa s psihoterapevtiki. Kar se tiče samega potovanja, v vprašanju, bi rekel, ja, sigurno, življenje je pot, da se navežem na drugi del vprašanja. Lahko samo preden gremo naprej vprašam še v vezi možganov. Ja. Torej, kljub vsemu imamo ogromno indicov tudi v sami nevroznanosti, da so možgani še zelo neraziskani, zlasti leva desna stran. Ogromno imamo nejasnosti, ogromno imamo neznank, ogromno imamo tudi sugestij, če pogledava samo religiozni koncept sodobnega časa, da so tako imena izven telesna, ekstrasenzorna, perceptivna izkustva pravzaprav razporejena po celem svetu, ne glede na religiozno ozadje. In mogoče je malo poenostavljeno razmišljanje, da enačimo možgane z zavestjo in seveda zelo ambiciozna teza, da znanost lahko v celoti pokrije celotno fenomenologijo duha, razsežnost duha kot takega, in če se recimo poskušava postaviti v vlogo vere kot take, je pravzaprav verovanje v Boga, v znanost, v cilj, v ambicijo, v sebe, v odlično hrano, v popoln zakon, v popolno družino, popolnoma ista inercija, pravzaprav, popolnoma ista koda. Torej, jaz bi tukaj mogoče poskušala s tabo to predelati zdaj, kaj je pravzaprav vera, pa mogoče še zavest, preden gremo na pot. Ker o tem je pisal ogromno Zaplotnik in tudi imaš čudovite misli o tem. Prosim. Ja, kot sem rekel, definicija zavesti je popolnoma enostavna in kratka. To je orientacija v času in prostoru. To je medicinska definicija zavesti. Kaj pa ne medicinska definicija zavesti? V bistvu je popolnoma enaka. Okay. Ker zavest pomeni, da se zavedamo ne samo kje in kaj smo, ampak tudi kaj počnemo. To je zavest. Vemo, kaj pomeni izguba zavesti. Se pravi, človek izgubi orientacijo v času in prostoru, še vedno je živ, ampak je izgubil zavest. Kje pa takrat zavest? Pač v tem momentu se ne zaveda samega sebe, nima zavesti, rečemo. Okay. Se je zavestni predmet. Zavest je stanje. Res? Sigurno, zavest je stanje. Okay. Stanje telesa. Oziroma predvsem stanje možganov. Res pa je, recimo, da vemo, da tudi ko človek je brez zavesti, recimo primer operacij, recimo človeka dajo v stanje nezavesti, se pravi s plini, z medikamenti, da lahko izvedejo neko operacijo, ki bi se jo človek preveč zavedal v smislu bolečine. Vendar ravno tukaj so ugotovili, da ni dovolj, da samo izklopimo možgane, takrat, ko imamo človeka v nezavednem stanju, ampak je lepo, če recimo na operativnem področju apliciramo tudi lokalne anestetike, ker je veliko manj fantomskih bolečin po operacijah oziroma nekih bolečinskih motenj po končanju operacije, ko človek spet pride nazaj k zavesti. Se pravi, tudi v stanju nezavedanja, se pravi, v stanju nezavesti lahko človek doživlja neko telesno bolečino, dojema telesno bolečino, vendar se v ta moment ne more odzvati na njo, še vedno pa jo lahko nekako dojema. Se pravi, zato imamo tudi različne stopnje zavesti. To so različne bi rekel, kode, različni šifranti, kako se globina zavesti lahko pri anesteziji tudi določa. Ampak če gledamo zdaj to bolj na široko, da gremo iz tega medicinskega področja ven, zavedanja, nezavedanja, konec koncev je zavest to. Zdaj verovanje, kot drug termin, na katerega je bilo postavljeno vprašanje, zdaj govorimo o dveh različnih verovanjih, ali pa še celo večjih. Govorimo po eni strani v veri,
ta termin morda si preveč posplošujemo z pripadnostjo neki religiji, ne, oziroma z pripadnostjo neki inštituciji, kot recimo cerkev, ne, kot krščanska inštitucija. Ne. Po drugi strani je pa verovanje lahko tudi verovanje izven tega koncepta. Ne. Konec koncev lahko, kot se rekla, verujemo v boljši jutri, verujemo v svojo zmago, verujemo v to, da bomo nekoč uspeli, verujemo, da bodo naši otroci enkrat postali dobri ljudje. Ne. Tudi to je neke vrste verovanje. Seveda je verovanje. Ne. Sej, če z tega vidika gledamo, ne, če je odsotnost verovanja ateistov ni. Ne. Ne, tako da bi se ateizem lahko bolj nanašal samo na pripadnost neki inštituciji, ki bazira na širjenju ideologije, ki je pravimo vera. Ne. Verovati pa vsekakor moramo. Ne. Verovanje je v bistvu stanje, ko verjamemo svojim sanjam. Ne. In sanje v bistvu so edina stvar, ne, ki nam nekako osvetljuje pot od rojstva do smrti. Ne. Seveda se moramo vmes še drugih stvari posluževati. Ne. Domišljijo imamo zato, da si predstavljamo, kaj bi radi bili, ne. Humor pa zato, da se lažje sprijaznimo s tem, kar smo. Ne. In to je to, ne, o verovanju. Zdaj, vsekakor, ne, sej verovanje je v bistvu dejavnost možganov. Ne. Kaj pa duha? Zdaj, meni je treba v bistvu razložiti, kaj to duh je. Ne. Jaz sicer v duhove ne verjamem, ampak duh sklepam, ne, tako iz pogovorov drugih ljudi, ali pa to, kar preberem, ali pa iz tvojih navedb, pa ne bi rekel, da je duh dejansko način, kako naš deluje. Ne. Lahko rečemo, ta je pa dober po duhu, ne, ali pa on ima močnega duha, ali pa njegov duh še vedno tu obstaja. Ne. Mislim, to so tako različni pojmi, pa tako vsak v svojo smer ciljajo, da bi se sploh težko zgovarjali, kaj to je duh. Ne. Če rečemo, njegov duh je še vedno prisoten, to pomeni, da se ga mi spomnimo. Ne. Se pravi, gre za delovanje naših možganov. Ne. Zdaj, ko se ga spomnimo nekoga, ne, ki je morda že umrl ali pa ki je šel nekam drugam, lahko se ga spomnimo prijetno, lahko se ga spomnimo v strahu, lahko se ga spomnimo s sovraštvom, ampak njegov duh je še vedno prisoten, lahko rečemo, če je to duh. Ne. Zdaj, kaj je moj duh, ne vem, ne, ali imam jaz duha, ali ga nimam, to je težko govoriti. Mogoče lahko dam kakšno idejo? Mogoče ideja, ki se mi poraja, seveda ta terminološka jasnost. Torej pri objektivnih, merljivih, materialnih konceptih imamo vedno terminološko jasnost. Torej možgani so, vemo, kaj vse so, ne, in kje vse pravzaprav ne vemo o možganih tistega, kar bi pravzaprav radi izvedeli. Ne. Po drugi strani pa seveda vprašanja duha, tudi vprašanja ljubezni so pa terminološko zelo široka in tudi odgovori so pravzaprav terminološko barviti. Ne. Vsaka civilizacija ima drugačen odgovor, vsak posameznik ima svoje videnje. In kar se tiče vprašanj duha oziroma zavesti, mislim, da tukaj vstopava na zelo podobno barvito področje, rečemo temu čiste luči, ne, čiste luči, ki jo mogoče razumemo bolj intuitivno in manj, bom rekla, kognitivno, ne, mogoče bolj emotivno. In ja, če je duh pravzaprav nekaj, kar je nad možgani, nekaj, kar je mogoče tudi nad, ali pa poleg zavesti, je to tisto področje, ki ga jaz razumem, ko recimo prebiram tvoje globoke misli. Ne. Jaz tukaj začutim tvojega duha v tvojih mislih, ne, ki je več kot si Tomaž, ki je več kot, da si oče, da si odličen alpinist, tudi kolesar smo slišali, ne, bil si odličen študent. To je to mogoče tista večnost, ko recimo jaz razumem. A ti je všeč definicija? Ja, sigurno. Se strinjam predvsem z všečnostjo pripovedi o duhu. Ne. Lepo. Zdaj, tukaj v tej definiciji je bilo pomešano mnogo stvari. Ne.
nekaj o ljubezni, nekaj o duhu, nekaj o posmrtnem življenju, nekaj o nečemu, kar je nad možgani, pa nad našimi mislimi. Ne. Seveda, tudi ljubezen je, lahko rečemo, da je to rezultat duha ali pa rezultat duhovnosti. Zdaj, odvisen, kaj sploh ljubezen je. Ne. Ljubezen si pač predstavljamo v prvi vrsti kot privlačnost med dvema človekoma, istega ali pa različnih spolov. Ne. Pa to ne velja samo za našo vrsto, tudi za vrste, katerim pravimo, da so nižje razvite. Tako ljubezen se da popolnoma medicinsko razložiti, ne, na nivoju hormonov in tako naprej. Zdaj, ljubezen seveda ne rečemo samo temu, ljubezen rečemo tudi pripadnosti, recimo lahko religiji. En reče, jaz imam rad Boga. Ne. Ljubezen lahko rečemo tudi pripadnosti ali pa, bom rekel, tudi alpinizmu lahko rečemo ljubezen, vsezadnje. Vsak da reče, to je pa ljubezen do gora. Ne. Čeprav se nam ta pojem je lahko zelo, zelo širok in zelo poenostavljen, ali pa skozi vse te ideje zelo kompleksen. Ampak vsi govorimo o nekem pojmu oziroma o nekem stanju zavedanja, ki nam je zelo všeč. Ne. Ko govorimo o ljubezni, se vsi dobro počutimo. Ne. Pa ni važno, kakšni ljubezni pač govorimo. Tako da težko bi rekel, da je nekaj nad možgani. Ne. Možgani, ne moreš po celoti zanikati. Možgani so, mislim, skozi te definicije misli in delovanja možganov lahko konec koncev zanikamo vse. Ne. Če beremo recimo Stephena Hawkingsa, ki je razlagal teorijo časa ali pa kratko zgodovino časa, ne. On lepo čisto fizikalno razloži, pač, da Boga ni oziroma da Boga ne more biti, ne, ker vse skupaj se je začelo z velikim pokom in tudi čas, ne, ker stanja oziroma dogodki pred velikim pokom ne morejo vplivati na dogodke po velikim poku, se pravi tudi konec koncev prisotnost Boga pred velikim pokom danes ni pomembna. Ne. Gre se samo za način razmišljanja. Koliko gre tukaj za način najnega pogovora. Ne. Vsi ljudje tukaj okrog naju danes, pa ki jih bojo danes še srečala, imajo točno enake občutje, kot jih imam zdaj jaz, ki to razlagam ali pa ki ti poskušaš razložiti. Gre samo za spretnost govora oziroma projiciranje teh idej nekomu drugemu. Ne. V bistvu pa vsi čutimo eno in isto in zelo enostavno. Ne. Zdaj lahko duhovnost poenotimo z ljubeznijo, ker se nam zdi nekako najvišji nivo, bi rekel, pripadanja nekomu drugemu ali pa čutenja nekoga drugega ali pa nečesa drugega. Čeprav konec koncev ni to nekaj nad možgani. Ne. Če mi ne bi imeli možganov oziroma če je okrnjeno delovanje možganov, tudi bi rekel, stanje ljubezni ne bi mogli doživljati. Ne. Če se mogoče vrnem nazaj na to tvojo izhodiščno tezo različnih znanosti, pogledov, ne, ki seveda definirajo koncepte o ljubezni, o življenju, o smrti, o religiji, o znanosti, o medicini, ne, recimo, bi mogoče izpostavila tvojo naslednjo misel, da se prestaja v nek drug milje. Tukaj praviš, ne želim si več, da bi bile stvari lažje, temveč, da bi bil sam boljši. Ta teza se mi zdi odlična in mislim, da zelo lepo poveže te barvite koncepte, o katerih sva zdaj govorila. Torej, da si boljši, ampak stvari ne bodo lažje. Ja, navsezadnje pridemo do spoznanja, ne, da sveta okrog nas ne bomo mogli spremeniti oziroma ga bomo zelo težko, tako da navsezadnje spremenimo sebe. Ne. Nesrečni ljudje se stalno pritožujejo nad svojo okolico, ne. Srečni ljudje pa si ustvarjajo nek notranji svet, s katerim so zadovoljni in v katerem uživajo. Ne. In to bi se vse lahko navezali na to idejo, da vsak človek bi v bistvu mogel, jaz mislim, da vsak človek dejansko razmišlja na ta način. Ne. Samo tukaj pač sem tako oblikoval stavek, da ga dejansko vsi razumemo, ne. In dejansko vsi vemo, da stremimo k temu, ne. Spremenimo sebe oziroma postanimo sprememba, ki bi jo radi videli v svetu, ne. Okrog sebe. Ne. Vsekakor je veliko laže vlagati trud vase, ne, sami sebe točno poznamo, približno vemo, kakšen bo rezultat nekega truda, ne.
Zdaj je to treninga, je to učenja, je to česarkoli. S tem bomo vsekakor postali boljši pripadniki družbe, ne, in polepšali svet, če se bomo gnali naprej. Ne. Lahko celo do meja, do onemoglosti. Ne. Tukaj se pa razlikujemo. Ne. Nekateri ljudje pač si to le želijo tega, ne. Da bi bili drugačni, boljši, da bi nekaj spremenili, kakor se želijo, da bi enkrat morda nekam odpotovali. Ne. Ampak nikoli ne naredijo prvega koraka, ne. Nikoli ne spokajo kufrov, kupijo letalske karte in se usedejo na avion in začnejo neko pot. Ne. Kar bi bilo lahko tudi življenje ali pa sprememba v življenju. Ne. Drugi smo pa pač taki, da nas tega ni strah. Ker na vse zadnje največ posledic v življenju smo zaradi tega, ker se bojimo življenja samega. Konec koncev tudi smrti se bojimo zato ker se bojimo življenja samega. Se na vse zadnje strah pred smrtjo izvira iz strahu pred življenjem. Ne. Kot je rekel Mark Twain. Ne. Tako da vsi razmišljamo na podoben način. Gre se samo za to, ali imamo korajžo narediti prvi korak, oziroma ali imamo moč spremeniti samega sebe, ne? Ker vsaka sprememba pa pomeni neko soočanje z neprijetnimi občutki, ne? S strahom, z naporom, z bolečino. Vsaka sprememba je lahko boleča. Ne? In so ljudje, ki jih te bolečine ni strah, in so ljudje, ki jih je bolečine strašno strah. Zato taki ljudje bolj, bi rekel, po mojem vedenju stopicajo na mestu. Ne? Drugi pa pač grejo naprej. Ne? Nekaj tudi zapišeš, da je potrebno bolečino boleti nazaj. To se mi zdi iz vidika časa, v katerem živimo, ne? Ko se ljudje globoko soočajo z eksistenčno bolečino, torej ne za težavami, ali bi potovali ali ne, mogoče s težavami, ali bodo imeli za preživetje. Ne? Korona čas vseeno zarezal v neko ontološko varnost in mogoče kako bi dal ti ta odgovor, ne? Kako se recimo z bolečino soočati, kako najdeti v neki bolečini navdih, kaj to zelo lepo zapišeš na blogu tudi svojem, ne? Ker si bil kot alpinist soočen na Himalaji z večjimi tipi umske, duševne, psihične, čustvene in ostalih tipov bolečin. Ja, sigurno, da bolečino doživljamo vsi. Ne? Zdaj vprašanje je, kako se s to bolečino soočimo. Ne? Jaz mislim, da je sigurno bolečina, kot sem napisal, najboljše orodje za izoblikovanje osebnosti. Ne? Skozi bolečino postanemo tisto, kar smo. Na koncu vidimo, da bomo najbolj uspešni v življenju oziroma najbolj srečni, če bomo postali mazohisti. Ne? Če bomo v tej bolečini nekoliko začeli uživati, ne? Potem bomo dosegli marsikaj, ne? Ker vsaka sprememba, vsak napredek je v bistvu povezan z bolečino. Ne? Že sama disciplina je boleča. Ne? In disciplina je najboljši most edini most med sanjami in uspehom. Zaprav, na vse zadnje vidimo, da je življenje boleče, ne? Je pa tudi odvisno, kako dojemamo bolečino. Ne? Zdaj, za nekoga je zanimivo, da študije ali pa statistike pa vprašalniki po svetu kažejo, da so najbolj srečni ljudje, za katere mislimo mi tukaj, da bi bili lahko najbolj nesrečni, ne? Za katere mislimo, da imajo eksistenčni problem, za katere mislimo, da nimajo za jesti, da ne morejo hoditi v šolo, da nimajo avtov, da nimajo dobrih oblek, da nimajo streh nad glavo. Na vse zadnje vidimo, da so te populacije statistično bolj srečne, ne, po odgovorih ljudi kot recimo populacija ali pa skupina ljudi, v kateri živimo sami, ker se sploh ne ubadamo več s tem, ali bomo imeli razen nekaterih, ne, seveda se opravičujem, ali bomo imeli jutri za jesti ali ne. Ne, pa smo mi morda veliko bolj nesrečni ponstran, kot pa ljudje, ki nimajo vsega tega, kar imamo mi. Ne govorim samo o materialnih dobrinah, ne govorim tudi o razgledanosti. Konec koncev človek več, kot ve, pa bolj kot je razgledan, ne? Bolj kot je po tvoji tezi duhovno bogat. Bolj se sprašuje spet o vseh stvareh, ali so pravilne ali niso pravilne, ali bi bilo mogoče še kaj drugega doseči, ali bi bilo mogoče še več doseči. Iz tega izhaja tudi ključno vprašanje kvalitete življenja, ne? Pa kaj sploh življenje je, ne? Oziroma kaj je dobro življenje, oziroma kakšnega hočemo imeti.
Ja, bolečino, seveda, ne smemo se ustrašiti, ne. Ko bomo enkrat znali udariti nazaj in boleti nazaj, bo bolečina popustila. Ne. Kako pa to narediti? Ko se težave začnejo, se njihov čas že odšteva, ne. Nekoč jih je konc. Ne. Se pravi, vsako težavo in s tem bolečino moramo vzeti kot tako, ne. Kot tako, ne. Se pravi, zdaj se je pričela, zdaj je začela boleti, zdaj ti je čas štet. Ne. Se pravi, ona je na slabšem. Ne. Zanimiva teza. Ja. Spodbudna. Recimo. Ja, seveda, alpinizem je siguren, da se v bistvu ni nič drugega kot spopadanje z bolečino. Ne. To je tudi namen plezanja pa izpostavljanja nemogočim življenjskim pogojem. Konec koncev dajemo na preizkušnjo samega sebe, ne, zato niso vsi alpinisti. Ne. Se pravi, alpinisti ali pa ljudje, ki hodijo v take hribe, so ponavadi tisti, ki želijo vedeti, koliko so močni, koliko bolečine zdržijo. Ne. Večina ljudi noče vedeti, koliko bolečine zdrži. Ne. Zakaj pa bi se s tem sploh ubadali, če ni potrebno? Ubadajmo se samo z lepimi občutki, ali pa bi rekel, skoraj s hedonizmom, ne, v tem okolju, v katerem živimo. Ne. In se pravi, ja, to ni nič drugega kot spopadanje z bolečino, ne, spopadanje z lastnimi strahovi, spopadanje z nemogočim bivanjem. In po tej definiciji konec koncev alpinizem sploh ni šport. Ne. Kaj pa je? Definicija športa ne bi bila, pač šport ne bi ohranjal zdravje in življenje in podaljševal življenje. Ne. Alpinizem je daleč od tega. Ne. Alpinizem ne pomaga ne ohranjati zdravja, ne podaljševati življenja. Po definiciji to v bistvu hoja po robu, je to izzivanje smrti in pri tem poskušati ostati živ. Se že sama statistika smrtnosti po teh hribih pove, da to ni nič drugega kot to. 1/4 ljudi, ki poskušajo priti na K2, ostane na gori. Ne. In isto je z znanga Parvatom, pa z Annapurno, pa tako naprej. Ne. Ja, nazadnje si to doživel, ne? Da so tvoji prijatelji ostali na gori. Ja, to ni bilo prvič, ampak ja, zdaj jih je res veliko ostalo. Ne. Zdaj sta ostala tudi dva, ki sem jih dobro poznal. Ne. Na gori sta John Snorri, najboljši islandski alpinist, ki je bil lani celo zimo z mano pod K2 in so prvič probala ta zimski vzpon na K2. Na gori sta tudi Ali Sakbara, ne, ta pakistanska alpinistična zvezda, ki je bil z mano na vrhu 2018, polet sicer, skupaj prišla na vrh. Poleg tega tudi Pablo, en čilski zvezdnik, profesionalni gorski tekač in alpinist. Tako da, ja, sigurno te to postavi še malo bolj, še bliže tej statistiki oziroma zavedanja te številke, kaj to pomeni četrtina. Ne. In da si lahko srečen, če pač nisi v tej četrtini. Ne. Ampak saj konec koncev se tega zavedamo od prvega dne, ko stopimo v ta svet in to vzamemo v zakup. Predvsem pa pričakujemo, da bomo mnogo bolj srečni, če bomo kljub tej četrtini prišli domov. Je mogoče potem ekstremizem pot do sreče, ker se zavedaš, da si živ? Sigurno. To je eden od načinov dojemanja sveta, oziroma bi rekel, da je to skoraj iskanje ene poti do ekstremnega užitka. Ne. Zato sem prej rekel, da si nismo dosti različni z narkomani, recimo, ne. Ali pa s hedonisti, samo da probamo to doživeti na drugačen način. Ne. Občutki, ki zaključiš z nekim obdobjem, ki je bilo v življenju izredno težko, so lepi. Bolj, ko je bilo tisto obdobje pretežko, lepši so občutki, ko je tega obdobja konec. In obstajamo pač ljudje, ki v življenju moramo dosegati neke vrhunce užitka. Ali pa zelo dobrega zavedanja samega sebe. Ne. Večina ljudi pač, hvala Bogu, drugače bi bili vsi na Everestu, pa na K2, pa ne vem, kje še vse, ali pa bi se potapljali v ne vem kako globoko po oceanih. Tega pač ne rab in so srečni tudi brez tega. Ne. In lepo za njih. Ne.
Je torej za neko odvisnost možgansko, da kumbensa? Ja, sigurno gre za odvisnost. A ne. To je čisto fiziološko pogojena odvisnost, izpostavljanje kontrafobičnim pozicijam, a ne. In bom rekel, v narekovajih, naslajanje ob občutkih, ki jih sprožijo vsi ti hormoni sreče, ne, ko je tega strahu in pritiska na telo konec, a ne, se sprostijo vsi ti, bi rekel, hormoni ugodja. Ne. Se konec koncev tako kot tek, ne. Od teka je najlažje postati odvisen. A ne. Pri teku recimo doživljamo stalne mikropoškodbe v kolenih, sklepih, kolkih in tako naprej. In tukaj se sprošča največ teh endogenih opiatov, v bistvu hormonov, ki nastanejo v telesu in ki imajo iste receptorje kot recimo mamila, ki jih lahko jemljemo, pa so sintetično narejena. Se pravi, zato je tek, bi rekel, najhitreje protistresno delujemo, ne, na telo. A ne. Potem je moč tukaj za neko željo po obvladovanju pravzaprav življenja in smrti istočasno, ne? Ker če smo na robovih ekstremnega doživljanja, na robovih ekstremnega mentalnega razmišljanja kot takega, ne? Na robovih čustvovanja, torej pravzaprav želimo biti Bog. Absolutno. Jaz mislim, da vsak želi obvladovati svoje življenje. Ne? Vsak želi obvladati svojo prihodnost oziroma vsaj približno napovedati. Ne? Vsak bi rad tudi premagal smrt od nas. Morda ne vsak, no, ampak so bolezenska stanja, ki nas ženejo v samomorilnost in tako naprej. Z izjemo tega, ampak vsak si v bistvu tega želi. Ne? Kdor bo to znal, bo sigurno dobil sveti gral, ne? Civilizacije in življenja in vsega, ne? V narekovajih. Ne? Zdaj lahko tudi rečemo, da če mislimo, da je Bog tega sposoben, ne, obvladovanja našega življenja in smrti, ne, potem lahko rečemo, da hočemo postati bogovi. Ne. Ampak dejansko hočemo postati samo gospodari svojega življenja, ne, ker ni nič narobe. Ne. Mogoče nas pa Bog rabi, ne, da se prek nas širi v svoje psihično vesolje. Ali pa, če bi podala drugačno tezo, ali pa rajše vprašanje tebi, Tomaž, kaj je potem tvoja največja neznanka? Mislim, Bog vsekakor rabi nas, ne mi Boga, ne? Ker brez nas ne bi bilo Boga, ne? Ker mi smo edina bitja, no, za niže razvite vrste ne vemo, ampak mi smo pač bitja, ki v Boga verjamemo. Ja. Se pravi, Bog je zaradi nas, ne? Se pravi, po zelo tako rečeno, ne, morda malo hecno, Bog rab nas, ne mi Boga. Ne? Mi lahko, če obvladamo samega sebe, obvladamo morda svojo okolico, bomo dejansko že počeli neko božje delo. Ne? Saj zdravnik, ki zna zamenjati srce, pa podaljšati življenje nekomu, ne, ki bi sicer umrl v parih urah, dejansko upravlja božje delo. Ne? Saj smo lahko tako močni, pa lahko tako sposobni, da v narekovajih vse to počnemo. Obvladujemo dejansko smrt in čeprav smrt skoraj lažje kot svoje življenje. Ne? Moja največja neznanka sem še vedno jaz sam. Potem pa najbrž moja družina. Ne? Čeprav smo si ljudje, ki smo si najbližji, ampak še vseeno bi en za drugega radi vedeli, kaj bomo z lastnim življenjem, ne? In kaj bo z našo prihodnostjo in kako bomo, v kakšnih odnosih bomo z en drugim v prihodnosti. Jaz mislim, da je zato ta vprašanja, ki si vsak dan sprašuje, ki si jih vsak dan zastavljamo. Ne? Lahko samo pomalem, lahko direktno, lahko dobesedno, ampak jaz mislim, ja, da smo sami sebi še vse največja neznanka, ampak sami sabo imamo tudi največje možnosti, da poiščemo ta odgovor, kdo v bistvu res smo in kaj v bistvu hočemo in se vsak dan pustimo na novo presenetiti, kam nas bo ta pot pripeljala. In pot in pravzaprav ta preobrazba na poti, je to zate tisto, kar te najbolj osrečuje, ta pot brez cilja, ali te osrečuje mogoče obvladovanje vseh neznank na poti? Je oboje, ne. Saj v bistvu, kot je rekel Nejc Zaplotnik, če se navežem na en stavek prej, bistvo je pot, ne cilj. Ne. Kdor najde pot, bo nekako vse življenje srečen. Ne. Kdor pa doseže cilj, bo pa ostal prazen.
ker moraš potem najti drugo pot. Ne? In če si zdaj predstavljamo pot kot življenje, kot potovanje od rojstva do smrti, dejansko je cilj smrt, ker je spet skregano malo z logiko samega življenja. Konec koncev se nihče ne želi cilja, ker je to smrt, ampak si želimo sam potne življenje samo. In sigurno, da je obvladovanje te poti, sigurno vsakmu izziv in največje zadovoljstvo, če lahko premaguje ovire na tej poti. Se si jih ni treba, da se jih sami postavljamo. Življenje bo vedno najdlo način, kako nas bo spravilo na kolena, in mi moramo najti način, kako se bomo spet pobrali. Tukaj se zelo razlikujemo, kako si sploh predstavljamo probleme v življenju. Za nekatere ljudi so problemi, bom rekel, zapornice, se bodo ustavili, za druge ljudi so samo smerokazi ob tej poti, da bodo vedeli, kako pa kam se morajo usmeriti, pa dejansko jih še celo stimulirajo naprej. Tako da, sigurno obvladovanje življenja oziroma poti je veliko zadovoljstvo, če lahko to počneš. Pa je možno, da si potem nekdo umetno ustvarja ovire, da se čez dokazovanje z ovirami, bom rekla, energetizira, napaja, pridobiva voljo. Bi rekla, rajši energetizira in napaja. Sigurno. Večino ljudi si sami postavljamo ovire v življenju. Dobro, malo nam jih tudi drugi, ampak večino ovir, če vsak od nas tukaj pomisli, smo si postavili sami v življenju. Oziroma, ali pa smo si postavili saj smerokaz, kam bomo šli, in smo pričakovali, kakšne ovire približno nas lahko pričakujejo. Ampak problem je zdaj, kako se bomo odločali na križiščih. Redki so tisti, ki izberejo pravo pot. Največkrat vsi vemo, kje je prava pot, samo večina ljudem se ta pot zdi pretežka. In samo tisti res uspešni ljudje ali pa zmagovalci v življenju izberejo pravo pot, kljub temu strahu, da je morda ta pot pretežka. In kdo so zmagovalci v življenju? Srečni ljudje, uspešni ljudje, ljudje z doktorati, ljudje za kmetijo, ljudje, ki so prej si omenil, v ničemer, v neki neciviliziranosti, v skupnostih, staroselci. Kdo je pravzaprav srečen? Kaj je sploh sreča? Jaz mislim, da so zmagovalci v življenju srečni ljudje. Ampak na tak način srečni ljudje, ki doživljajo srečo predvsem ob sreči drugih. In nekako ta filozofija naj bi ustvarila družbo, v kateri bi radi živeli. Zdaj, so to staroselci, smo to mi, smo... Težko reči. Jaz mislim, da vsak mora včasih na svoje življenje pogledati oddaleč ali pa morda z drugega zornega kota, kot vsak dan gleda, in ugotoviti, je zares srečen ali ni. In če smo zdaj spet pri alpinizmu, dejansko se dogaja ravno to. Očaranost? Začaranost? Nekako nismo sigurni v to, ali smo res srečni, ali ne. Če bi mene vprašali, če me kdo vprašal, zakaj nisem srečen, bi mu rekel, zakaj pa nisem. Enostavno moraš postati srečen. Morda preveč kompliciramo okrog vprašanja, kaj je sploh sreča, ali smo srečni ali nismo. Morebiti smo na vsej tej poti nek zgrešali tisto enostavno srečo. Vsi imamo neke cilje zelo kompleksne sreče. Ampak smo pa zgrešali enostavno srečo. Pa ste ti dovolili, da te potem sploh kakšna stvar očara, če se vse lahko razstavi na prav faktorje vzroka, medicine, dokazljivega? Kaj te potem očara? Ker mene so v tvojem intervjuju zelo očara. Mene ta belina očara, sem se kar sprojicirala, da bi kar šla na eno odpravo. S tem, da ne grem niti na robek. Jaz zelo sem očaran takrat, ko si znam razložiti, zakaj sem zaradi česa očaran. Ko znam to razčleniti, recimo. Ampak rečemo, da je to malo hecano. Jaz mislim, da je dan je izgubljen, če nisi očaran z nečim. Super.
Ja, to je to. Pa mogoče še tišina kot most med domišljijo, realnostjo. Ti si kar nekaj teh raznolikih tišin izkusil, ne, kot pravzaprav človek mnogih, bom rekla, pustolovščin. Ne vem, če bi rekel, da je tišina glih nek most med temi stvarmi. Jaz mislim, da je tišina neko stanje, ki si ga občasno vsi želimo. Največkrat takrat, ko želimo počivati, ko želimo zaspati. Ne gre samo za to, da ugasnemo vse šume v okolici, ampak predvsem, da tisti kanček tišine ali pa v narekovajih miru poskušamo dobiti vsak večer in da bomo zaspali brez motenj, ali pa brez slabe vesti. Konec koncev na vsak dan se lahko vprašamo zvečer, ali smo zares za vse, kar smo naredili, odgovarjali samo sebi. Zdaj, ko imaš na vse te odgovore vprašanje pozitiven odgovor, se pravi, da si naredil ta izpit samo odgovornosti, ne dosežeš neko stanje tišine in odsotnosti negativnih misli, in siguren je v tem skozi ta vidik tišina korak do sreče. Oziroma tišina je stanje sreče potem. Oziroma takrat skleneš mir sam s sabo in lahko počivaš. Če to potegnemo vzporednico za avanturo ali pa s hribi, navsezadnje vidimo, da so hribi najlepši od daleč. Ker nas spet naveže nazaj na tisto, da dejansko iščemo nekaj, na kar odgovor sicer že poznamo, ampak si ga moramo potrditi. Kaj pa recimo igrivost, ta otroška igrivost, otroško zaupanje do življenja? Se ti zdi, da je v alpinizmu sploh kaj prostora za to igrivost, glede na to, da vsak napačen korak lahko usoden? Jaz mislim, da je ravno nasprotno. Jaz mislim, da alpinizem ni druga kot ostanek, doživljenjski ostanek otroške igrivosti. V bistvu, ali pa vsaj najbolj zanimivi ljudje, ki nas obdajajo, najbrž nikoli ne bodo odrastali. In isto lahko rečemo pri alpinizmu. Saj konec koncev so nam že starši povedali, da nam ni treba hoditi tja gor na vrh, da bomo dobro živeli, pa da bomo srečni, pa da lahko hribe vidimo od tukaj, saj so isti, saj vidiš. Pa vseeno moramo iti. Se v bistvu ne gre nič drugega kot za raziskovanje. Pa ni važno, da govorimo o alpinizmu, lahko govorimo o avanturah, lahko govorimo o poti čez džunglo, čez puščavo, tako naprej. To smo vse probali že v življenju skozi dati. V bistvu gre za raziskovanje. Eni ljudje vse življenje ostanejo raziskovalci, si bodo vse življenje zastavljali vprašanja, kljub temu, da so morda slišali odgovore od drugih, pa jim ne verjamejo. Drugi ljudje pa so s temi odgovori nekako zadovoljni. In jim je vseeno, recimo, ali vidijo Saharo na oddaji National Geographic, ali grejo dejansko tja. Če podobno kot virtualni poljub in realni poljub, recimo. Jaz pač ne spadam med te ljudi. Okay. Kaj pa mogoče še projekcija prihodnosti? Kako recimo ti vidiš, glede na vse tvoje uvide, videl si ogromno sveta, skupaj z družino ste prepotovali? Kot sva zapisala. Prihodnost družbe. Tako. Sveta, kam gremo, kam se peljemo, kaj nas čaka, govori se o težkih posledicah podnebnih sprememb, ogroženosti tudi vrst bioloških, nenazadnje ogroženost nekega etičnega, bom rekla, življenja, sobivanja med ljudmi. Jaz mislim, da smo navsezadnje zelo inteligentna vrsta. In mislim, da naša vrsta, vsaj zaenkrat, če ne bo neki, na kar nimamo vpliva, se zgodi, recimo, da bo padel nek asteroid na Zemljo, naše civilizacije še dolgo ne bo konc. Mislim, vsaj zdaj razvoj znanosti, razvoj
bi rekel, šolstva, no, pa edukacije ljudi po planetu je vedno boljši. Ne. In če gremo od tega naprej, ne, da je največji sovražnik človeštva sigurno nevednost, ne, potem se bomo največjega sovražnika kmalu znebili, ne, in se ga poskušamo znebiti vsak dan. Sigurno, da so sprotni problemi, ne, pa so vojne, ampak tudi tega je vedno manj. Če pogledamo 200-300 let nazaj, so se ljudje veliko bolj pobijali med sabo, kot so danes. Danes ni več problem, da bo ljudi premalo, danes je problem, da bo ljudi preveč, ampak da nas bo preveč. Ampak kljub temu mislim, da nekako smo naravnani v pravo smer, da smo pripravljeni vsaj v tem razvitem delu sveta zaenkrat zmanjšati porabo, porabo zaradi tega, da bi manj onesnaževali okolje, da bi manj hrane porabili. Tudi znanost na tem nivoju je blazno napredovala. Poznamo gensko spremenjeno hrano, poznamo hrano, ki jo škodljivci več ne morejo uničiti, poznamo hrano, dejansko, za katero ne bo več treba gojiti živali in ogromno energije za to porabiti. Sigurno, da so ljudje skeptični do tega. Sej, po eni strani hočemo nazaj k naravi, po drugi strani pa vemo, da bo to naravo preveč stalo in jo bomo zaradi tega uničili. To je tako, danes bo recimo Viki Grošelj rekel, ojoj, to pa ni več alpinizem, seveda, ker bi bil rad vedno sam na Everestu. Ampak tako pač svet gre naprej. In moramo se zavedati, po eni strani bi radi vsi k naravi, pa vsi prišli na Everest, bom tako rekel, po drugi strani bi pa vsi rad imeli čiste hribe. Ampak vse je rešitev, pač smeti treba nesti nekam drugam in jih uničiti in reciklirati. In to velja za vse aspekte življenja. Povsod se najde rešitev. Je pa sigurno, življenje ne bo vedno tako, kot je sedaj. Jaz mislim, da smo obdobje tiste prave, popolne svobode so ga imele morda naše generacije ali pa generacije naših staršev, če odštejemo te svetovne vojne. Naši potomci sigurno ne bodo več imeli takega življenja, kot ga mi, oziroma življenje, ki ga mi smatramo za pravo življenje. Sigurno, da bo gibanje po planetu omejeno, sigurno, da bo poraba omejena, sigurno, da bomo mogli delati dlje, ne samo do penziona, in sigurno, da bomo imeli manj svobode pri odločanju, kam bomo šli na dopust in tako naprej. Jaz mislim, da je en tak droben korak ali pa indikacija k temu je bila zdaj tale epidemija, ki po mojem mnenju lahko rečemo epidemija v narekovajih, ampak bolj neko politično ali pa gospodarsko orodje. Prvi znak, da se bodo take stvari še dogajale v prihodnosti in da se jih bomo pač mogli navaditi. Pa če te tako vprašam, torej, razvoj znanosti je definitivno rapiden, s tabo se strinjam, pa gre razvoj znanosti z roko v roki z razvojem bližine, globine, srčnosti, empatičnosti, ker kot kaže pravzaprav trudno stanje civilizacije, smo v stanju ravno zaradi prevelike vere v razum, imeli vse gensko spremenjeno hrano, torej genski inženiring je zelo problematičen, ker geni določajo več lastnosti in kaj točno tangiramo, nikoli ne vemo. In nekako se zdi, da vera v znanost resnično zamiži pred nenadzorovanimi stranskimi posledicami in številnimi etičnimi kršitvami. Zanimivi so recimo Maori svojo etiko. Maori imajo etiko do vsega živega, etiko do duha, darovane stvari, etiko do prednikov, etiko do misli, etiko do izrečenih občutkov. Se pravi, so izredno, izredno poglobljeni v, rečemo temu mogoče, čutnem, čustvenem doživljanju sveta. In kjer imam jaz osebno skrb, je ravno v tem, da se mogoče misel, racijo, obvladovanje sveta razvija veliko hitreje, kot se razvija srčnost, dobrotljivost, dobronamernost človeka do človeka. No, to bi zdaj težko rekel, da je to ravno res. Zdaj za srčnost, pa za svoje občutke, pa za empatijo, pa za dobronamernost smo odgovorni izključni vsak sam do samega sebe. In drugih. Tako je, ampak če sami pri sebi razčistimo te stvari, oziroma če smo vzgojeni v pravem smislu, da znamo razčistiti te stvari,
recimo, da sploh vemo, kaj je srčnost in da smo srčni. No? Recimo, da mi dva veva, kaj je srčnost. To dejansko nima nobene zveze z razvojem znanosti. Pa bi moral biti? V bistvu, jaz mislim, da gre to z roko v roki. Jaz mislim, da sej razvoj znanosti ni nič drugega kot posledica velike srčnosti nekaterih ljudi, da bi izboljšali svet. Problem je samo v zlorabi nekaterih ugotovitev znanosti. Zdaj, se lahko pogledamo samo jedrsko energijo. Jedrska energija je super energija. Mi bi lahko planet poganjali na jedrski energiji, ampak problem je zloraba tega. Farmacija, medicina, kakšna super znanost, ne rešuje življenje, ampak problem je zloraba tega. Ampak tudi nad zlorabo bo na vse zadnje znanost in ljudje bomo imeli vedno večji vpliv. Sej, sam nadzor posameznikov, v katero stremi družba, zdaj je to dobro, a ni dobro, sigurno bo do tega prišlo, stremi k temu, pač, da bi bilo zlorab dobrih stvari vedno manj. In enostavno ne moramo reči, da je znanost slaba. Problem je, ali pa da bi pozabila nekatere stvari, ki se tikajo tako imenovane duhovnosti. Jaz mislim, da to ne obstaja, to ne more biti. Sej konec koncev znanstveniki so ljudje, ki so duhovno na najvišjem nivoju, ki so pametni ljudje, so tudi najbolj srčni ljudje. Problem je samo zloraba morda njihovih rezultatov ali pa včasih skrenejo s poti zaradi zlorabe materialnih dobrin. Sigurno pa, da na vse zadnje znanost je tako kot evolucija. Vedno gre naprej. In tako kot življenje. Edina resnica v življenju je, da gre naprej. In tudi znanost. Ja, in greš vedno naprej, ne? Ja, in tudi znanost bo šla naprej, z nami ali pa brez nas. In rezultat tega ne more biti slab. Seveda so ob tej poti naključja, tako kot so v evoluciji naključja. Recimo šinkovci preživijo na tem otoku, na drugem pa pač ne, ker jih bo tam pojedel nek drug ptič. Tudi znanost je po eni strani naključna, čeprav vedno manj. In jaz mislim, da vsekakor razvoj znanosti ne bo srčnosti spremenil. Srčnost je nekaj, kar nosimo vsak v sebi in je samo vprašanje časa in naključja, kdaj bomo to izrazili in kdaj bomo do tega prišli. Tudi z gensko spremenjeno hrano ni čisto nič narobe. Dobro, zdaj, seveda, Maori živijo v svojem svetu, recimo, kakršne smo mi pred 500 ali pa 1000 leti, fajn, se lepo imajo, razvijajo svojo etiko, ampak na tak način pač naša civilizacija s takim številom prebivalstvom ta moment ne bi mogla preživeti. Mogoče eno vprašanje, preden se nadaljujem. Kako bi mogoče poskušali ljudi, če se da recimo naučiti, seveda to vemo, tudi iz številnih antropoloških evidenc, nekih veščin, racionalnih, ali se lahko nauči tudi srčnosti? Ker jaz se ne strinjam, da mogoče so pametni ljudje vedno srčni. Vemo, da so najpametnejši ljudje lahko tudi psihološko najbolj odklonski, manipulativni, izkoriščevalski. Ampak kljub vsemu, če je bila rdeča nit za poslušalce, kako pomagati vzgajati srčnost, ker seveda lahko tudi zatremo. Tukaj bi te prosila za tvojo refleksijo, kako bi poskušali poleg racija, torej znanstvenega načina, racionalnega mišljenja, spodbuditi v ljudeh empatično, čutno in čustveno odgovorno sobivanje. Tako sobivanje se bo razvilo samo po sebi, ker brez te srčnosti in empatije in drugega civilizacija pač ne bo preživela. Se pravi, ali bo civilizacija preživela in bo srčna in empatična, ali pa pač ne bo. Ker nas na tem planetu toliko živi, da brez empatije pa brez sočutja do drugega enostavno ne bomo mogli več preživeti. Zdaj, kako to spodbujati? Ja, samo z zgledom. Okay. To je najboljše. Mislim, starši smo tisti, ki smo odgovorni za to, da bodo naši otroci imeli razvito empatijo in srčnost. Edini način. Okay. Torej, Tomaž, počasi sva, mislim, da prišla do nekega epiloga
današnjega pogovora. Jaz mislim, da je pogovor zelo globok, zanimiv, podal si zanimive iztočnice, mogoče res malo drugačne, kot smo jih vajeni, za kar se ti zelo zahvaljujem, toplo zahvaljujem. Mogoče za konec bi jaz podala misel, pa bi te prosila tudi, da jo ti podaš. Jaz bi rekla, da se resnično lahko učimo srčnosti, ravno s tem, da se prepoznamo v srcu. Torej ne samo v misli, ampak tudi v srcu. To bi bila moja misel. Prosim še tebe za tvojo naključno misel, ki se ti poraja zdaj v tej energiji vseh nas, ki smo v studiu. Jaz mislim, da je bistvo srčnosti, da nikoli nismo zadovoljni z odgovori, ki so nam dani. In da v iskanje novih odgovorov in navsezadnje tudi novih vprašanj, na katere bomo iskali odgovore, je smisel našega razvoja, smisel našega obstoja in temu bi lahko rekel srčnost. Čudovito. Hvala vsem skupaj za pozornost. Tomaž, hvala lepa za tvoj čas, tvojo prisotnost in veliko sreče in srčnosti še naprej. Hvala enako. Hvala.